za jesen? No, nekaj napovedi to so ob relativno nizki udeležbi, zato je na prvem mestu treba izreči zahvalo vsem, ki so danes šli na volišča in se zavedajo tega, da je Evropa za Slovenijo garant varnosti in napredka. Hvala tudi vsem, ki so glasovali za Slovensko demokratsko stranko in čestitke odlični ekipi, ki je kampanjo izpeljala in pripeljala do tega odličnega rezultata, ki pa se ponavlja po celi Evropi. Dobivamo podatke o tem, da naša politična družina, se pravi Evropska ljudska stranka, zmaguje pravzaprav po veliki večini držav in da bo Evropa tudi v prihodnjih 5 letih obarvana modro, kar je zelo dober znak in tudi zelo dober pokazatelj glede tega, kar Slovenija potrebuje strani Evrope v prihodnjih letih. Rekli ste danes na volišču, da ne boste prosili za odlog izvršitve kazni, pa me zanima, torej, ali Janez Janša pelje SDS na predčasne volitve? Eden od velikih razlogov za veliko zmago Slovenske demokratske stranke danes na teh volitvah, za zmago, za veliko razliko, je to, da naša konkurenca razen zlorabe pravosodja in procesa Patria in takšnih vprašanj ni imela drugega programa. In če bo tako tudi na državnozborskih volitvah, bo naš rezultat še boljši. Kaj pa volilna udeležba? Katastrofalno nizka je, kot se kaže. Je to slaba popotnica za bližnje volitve? Torej, če je v Sloveniji katastrofalno nizka udeležba, ne vem, kaj bi rekli za Slovaško, ker je še enkrat nižja, pa še za nekatere druge države, je pa res to slaba udeležba in nek velik kontrast z udeležbo v Franciji ali v Nemčiji, na Danskem recimo, se pravi v državah, kjer že desetletja uživajo večje blagostanje kot Slovenija, kjer so se pravzaprav rodili v varnosti in državo blaginje. Mi pa smo, kot kaže, pozabili, da nas je bilo še pred 30 leti strah državnega udara in da smo imeli 1000% točk inflacije. Tako da nekaj več tega zavedanja, kaj Evropa za nas je, bi potrebovali v prihodnje. Se res zna priti do Evrope dveh hitrosti, ker bomo mi druga liga. In temu se je treba izogniti. Slovenska demokratska stranka kot proevropska stranka in stranka, ki v evropskem okviru išče najboljše možnosti za Slovenijo, se bo zagotovo v prihodnje prizadevala tudi s to obnovljeno močjo po teh volitvah, da bo ta evropska ideja v Sloveniji bolj živa in da bo v Sloveniji več Evrope, tudi v smislu materialne blaginje. Samo še to, gospod Janša. Zadnja leta se zdi, da so volivci naveličani etabliranih starih strank, kličajo po novih obrazi, ampak današnji rezultat kaže, da so pravzaprav, da ste stare stranke dobile več. Samo v Listi, verjamem, se je uspelo prebiti za svojim nosilcem. Kako to razumete? Torej, mislim, da je del tega sentimenta, ki ste ga zdaj opisali, zagotovo obstajalo in da še vedno obstaja in da je v glavnem narejen umetno, oziroma da ste ga predvsem mediji spodbudili, ne popolnoma, ampak v veliki meri. Jaz mislim, da počasi prihaja čas, ko se bodo ljudje naveličali vedno novih nategov, iz enih volitev v druge in preoblačenje oblek, cesarjevih novih oblačil, in da bodo začeli dejansko odločati na podlagi tega v večji meri, kot se to dogaja že doslej, na podlagi česar odločajo tudi recimo v Nemčiji ali pa v Angliji ali pa v Belgiji, se pravi na podlagi programov, kadrovske ponudbe, na podlagi tega, kaj je kdo naredil doslej, ne pa na podlagi tega, kaj so mediji o njem poročali. Hvala lepa.